Pravljični kotiček z Diano na Temi. Kids TV. Dober večer, otroci. Čas je za pravljico. Danes se na potep podamo s kapitanom Nikom in psičkom Reksom. Napnite ušesa in ji prisluhnite. Kapitan Nik je živel ob morju. Vsak dan je s psičkom Reksom odšel v marino in s svojim čolnom, vrtnico, vaščane in obiskovalce popeljal na ogled delfinov in tjulnjev. Ko sta zvečer prišla domov, sta skupaj pojedla sendvič in popila čaj. Potem je kapitan Nik pomil posodo, Reks pa jo je pospravil. Rada sta imela vse lepo urejeno, toda vaščani ti sploh niso bili redoljubni. Samo je svoje staro vedro pustil ležati kar na cesti. Beno je svojo pokvarjeno rolko skril pod klop. Gospod in gospa Valič sta svoja stara dežnika odvrgla kar na vrt. In tam sta tudi ostala. Tako se ne dela, je rekel kapitan Nik. Sploh ne, uf, se je strinjal Reks. In sta dvigovala in vlekla in potiskala in pobirala smeti vso pot do doma. Potem sta jih naložila na svoj čoln in odpluli so na odprto morje. In smeti so potonile v morje, vse globje in globje, navzdol, v temno praznino. Kapitan Nik se je nasmehnil, dobro opravljeno, in potem sta z Reksom odplula nazaj v pristanišče. Odšla sta spat in mirno smrčala vse do jutra. Naslednji teden je bilo še več smeti. Babica Greta je nakupovalni voziček odvrgla za drevo. Beti, mesarjeva žena, je trinožni stolček vrgla v jarek. Hubert je svoje stare avtomobilske gume odnesel na obalo in tam so tudi ostale. Tako se ne dela, je rekel kapitan Nik. Sploh ne, uf, se je strinjal psiček Reks. In sta vse lepo pospravila in smeti odpeljala na odprto morje. Valovi so ponesli smeti vse naokrog. Tako se ne dela, je rekla mala morska deklica Mili. Sploh ne, so se strinjali tjulnji in delfini in pokimali s svojimi sivimi glavami. Moram govoriti s kapitanom Nikom, je rekla Mili. Naslednjega večera sta kapitan Nik in psiček Reks doživela veliko presenečenje. Mala morska deklica je sedela na skali zraven pristaniškega zidu. Živja, je pozdravila Mili. Veliko smeti je v tvojem čolnu. Res je rekel kapitan Nik. Prebivalci naše vasi so zelo nemarni. Je rekla Mili. Nekaj ti moram pokazati. Pojdi z menoj. In kapitan Nik si je nadel kopalno obleko. Reks pa je šel za njim. Semkaj, je rekla Mili in se potopila. Kapitan Nik in psiček Reks sta ji sledila. Plavali so globje in globje in še globje, prav do morskega dna. Tamle, je pokazala Mili. Poglej vse te smeti. Ojoj, je zavzdihnil kapitan Nik. Tako se ne dela. Tako je rekla Mili. Kaj boš ukrenil glede tega? Je zamrmral kapitan Nik. Uf, je zalajal Reks. Zelo pametno, je rekel kapitan Nik in nekaj zašepetal Mili. In ona je zašepetala naprej tjulnjem in oni delfinom. Kapitan Nik in psiček Reks pa sta splavala nazaj do čolna. Naslednji dan je kapitan Nik izobesil tablo. Zastonj ribolov, obljubim, da boste ujeli nekaj posebnega. In vsi vaščani so prihiteli. Vendar niso ujeli rib, sploh ne. Vsak je ujel nekaj zelo posebnega.
Jaz lahko za vse posadim grah, je rekel Hubert. Živja, je pozdravil Beno, izdelal bom super dirkalnik. Lahko grem plavat, je rekel Samo. Posadila bom rdeče pelargonije, je rekla babica Greta. Kot nalašč za polico, je rekel gospod Valič. To bo moja nakupovalna košara na kolesih, je rekla gospa Beti. Uf, je zalajal psiček Rex. Kapitan Nik se je nasmehnil. Vsaka stvar je za nekaj uporabna. Zdaj pa pojdimo domov, na sendvič in čaj. In ko je vrtnica priplula nazaj v pristanišče, je Mili sedela na svoji skali zraven pristaniškega zidu in mahala v slovo. In tako kot je Mili mahala v slovo, zdaj tudi jaz maham vam v slovo. Le še objem, polubček in sladke sanje.